največjih priseljenih manjšin pri nas so Romi. Številčneje so naseljeni v Beli krajini, na Dolenjskem in v Prekmurju. Sožitje med njimi in domačini je od pokrajine do pokrajine različno, ima svoje značilnosti celo od kraja do kraja. Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je v letu 2006 skupaj še z 9 partnerji izvedel raziskavo, ki se nanaša na ugotavljanje izobraževalnih in poklicnih potreb Romov. Raziskava je bila narejena na področju jugovzhodne Slovenije med skoraj 800 Romi med 15 in 45 letom starosti. Ugotovili smo, da je čez 60% ljudi kar zadovoljno s svojim položajem, kar je tudi potem seveda nakazalo, da jih je manjši odstotek tistih, ki se ne bi radi izobraževali niti zaposlili. Zdaj to je seveda tudi ovira, zato ker je kar čez 90% brezposelnih in čez 80%, ki imajo nedokončano osnovno šolo. Vsekakor je to zdaj velik izziv tako za Rome kot za stroko, da vidimo, kakšne so možnosti, da se Romi bolj vključijo v izobraževanje, da se bolj vključujejo v družbeno življenje, kajti trenutno je največja ovira njihova nemotiviranost in to seveda nikakor ne bo pozitivno prispevalo k izboljševanju marginalnega položaja romske skupnosti pri nas v Sloveniji. Učenje torej med tukajšnjimi Romi ni vrednota, še posebej, ko gre za ženske. Pa vendar je Pavli Hudorovac uspelo. V šolskem letu 2004-2005 je Pavla Hudorovac dokončala 8-letko. Svojim zgledom je pozitivno vplivala na mlajše, saj kot aktivna udeleženka različnih projektov, ki so jih izvajali v romski skupnosti v Beli krajini, dokazala, da ne podlega različnim predsodkom in stereotipom okoli, bodisi romskega, bodisi večinskega. A so mi rekli, da kaj, če mi šola, da nikamor ne bom prišla. Pa sem mi rekla, živite, če pridem, če ne, veselja imam, da si naredimo 8-letko. Vsak me je rekel, to brez zveze greš v šolo, tam zapravljaš tiste ure, ko greš. Sem rekla, ne, jaz bom šla kar naprej do 8, pa kar bo, da bo. Z njo je izjemno lepo sodelovati, kajti je človek, od katerega se lahko tudi sam veliko naučiš. Pri Romih je prepričanje, da bo naj ženska doma, naj varuje domače ognjišče, naj skrbi za otroke in ne vidijo njene vloge v izobraževanju, učenju. Skratka, ni jim pretirano všeč, če so preveč aktivne v okolju. Ko govorimo o tovrstnih ovirah, jih je veliko težje premagati kot tiste materialne narave. To, kar je pa Pavla dobila od svojega partnerja, to se pa ne da kupiti. Če imaš nekoga rad, ti ni vseeno, kako je z njima, ne? In jaz imam Lojsko zelo rad. Sem pa želel, da se izpolni v znanju, ki se mi je zdel v začetku zelo slabo. In je čudovito uspelo. Pavla je bila tudi med redkimi ženskami, ki se je vključila v projekt Romske ženske to zmoremo. In moram reči, da moški niso simpatijami gledali na ta projekt, na to njihovo udejstvovanje. Celo se jim je včasih zgodilo, da so na nek način tudi nadzorovali. Čestitali so mi vsi, ko sem naredila to 8-letko. So rekli, da sem bila brikna, če sem stara že toliko, prej smo mislili, da ne boš naredila. So veseli. Zavod za izobraževanje in kulturo izvaja precej različnih aktivnosti z namenom, da se te ovire, ki jih ugotavljamo, tudi na nek način premagujejo. Predvsem damo velik poudarek osnovnošolskem izobraževanju Romov, nadalje različnim splošno izobraževalnim programom iz različnih področij, predvsem kuhanje,
urejanje okolice, spodbujanje otrok, da hodijo v šolo in ne nazadnje, kar se nam zdi zelo pomembno, je pa svetovanje tako romskim društvom kot romskim aktivistom. In slednje je naše delo, ki ga delamo brezplačno in ga nišče ne spodbuja, ne na nacionalni ravni in ne na lokalni ravni. Ob številnih programih, ki jih izvajamo prav za pripadnike romske skupnosti, smo zmeraj čutili željo in potrebo, da organiziramo tudi različna izobraževanja za pripadnike večinske skupnosti, seveda z željo, da se bolje spoznamo, da spoštujemo drug drugega in da poznamo romski jezik in romsko kulturo. Veselin ima, da tu menge lahko predstavinu praranja romanič hip Marina Brezar, kalahile but želje sar poboljšini lač hipe življenji Roma. Naša mentorica Marina Brezar ni samo odlična učiteljica romščine, ampak je tudi pesnica, pevka, prevajalka, predsednica Društva Vešoro iz Lokov pri Črnomlju. Skratka, vsestranska umetnica, ki nam naše ure romščine zelo popestriše z različnimi, zelo zanimivimi informacijami z področja romske kulture. Rom neni hilo da poranede Roma, kale naj osnovno šola končindi, da bi končin kole kalen hili hede buteredi izobrazba, nek bi do tvolja prenge čavorenge da dokončinen osnovno šola. Mri želja pa hili da Roma ne bi zamarin pro jeziko i džoka mi bi hede gađe spoštovi. Če dalje prodornejše so tudi Romkinje v Prekmurju. Poglejmo, kako si je z učenjem obogatila življenje Tina Horvat. Tini smo delali na motivaciji, da bi končala osnovno šolo za odrasle, da bi si pridobila to temeljno izobrazbo. Potem je ugotovila, da je tudi to premalo, zato smo potem v pogovoru z njo ugotovili, da jo pravzaprav zelo veseli delo z tekstilnimi izdelki, da se tudi nekako ukvarja s to prodajo na stojnicah. Zato se je potem pri nas tudi vključila v program Prodajalec in ta program tudi uspešno končala. Vas smem prositi, da nam opišete svojo kar dolgo učno pot. Ja, odločili smo se skupaj z možem. Bilo je zelo težko ob dveh otrok. Sem dvakrat postala mamica in bilo je zelo naporno, zelo težko. Sem pa vesela, da so me spodbujali. Največ me je spodbujal mož, ki je pazil otroke, jaz sem lahko hodila na predavanja. Zdelo se nam je, da je Tina pravzaprav svetel zgled vsem tistim svojim nekdanjim kolegicam, tudi nekaterim mlajšim, tudi nekaterim starejšim. Kajti recimo njena prijateljica iz skupine Užu se je sedaj po tolikih letih odločila, da bo tudi ona zaključila osnovno šolo za odrasle in rekla, če Tina zmore, potem bom tudi jaz. Vaši cilji za naprej? Moje cilji, da bi še šla naprej v šolo, v poslovodsko bi še šla naprej. Jeseni bo pa tudi mož šel v trgovsko šolo. Torej ste tudi njega navdušili ali je tudi sam si želel, pa ste imeli potem vi prednost? Jaz sem ga navdušila, je rekel, da bi on tudi. Jaz na Ljudski univerzi tukaj, mož pa v Lendavi. Lahko rečeš, da v tej družbi ne moreš brez šole biti, ne? Ne gre drugače. Dialog med kulturami je najprej dialog med ljudmi. Sožitje kultur je mogoče le v miru, mir pa korenini v nas samih, iz sebe ga z odnosi širimo v okolje.
Od nekdaj so Romi, ljudstvo z Jutrovega, živeli kot nomadi, brez domovine, čeprav so jo v svojih sanjah vedno iskali. A bolj ko so iskali, dlje so bili od svojih sanj. Razkropljeni med narodi so izgubljali stik z izvorno kulturo in jezikom. Med Romi, ki so se odločili, da delček sanj prikličejo v življenje, se posebej odlikuje Jožek Horvat Muc. Čeprav je bilo v okolju, iz katerega izhaja, spoštovano le izkušenjsko učenje, je ubral drugačno pot. Pridobil je poklic, pri tabornikih se je naučil mnogih uporabnih veščin in vodenja, bil nogometni trener in sodnik ter inštruktor karateja. Kulture prostovoljskega dela se je učil kot brigadir na delovnih akcijah, kjer je bil večkrat odlikovan. Na Dunaju je študiral romologijo in postal inštruktor za romski jezik. Učna pot pa ni bila sama sebi namen. Jožek Horvat Muc se je že od otroštva srečeval s predsodki, zato se je odločil, da bo vse svoje moči posvetil delu za boljšo samopodobo Romov in za njihov boljši položaj v družbi. Ker romskega jezika dotlej ni nihče poučeval, je odšel po znanje v tujino in postal učitelj. Kjer učnih poti ni bilo, jih je ustvaril sam. Vodi jezikovne tečaje in delavnice doma in tujini. Poučuje na Ljudski univerzi Murska Sobota, v osnovnih šolah, na pedagoški fakulteti in na fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Zunaj Slovenije pa deluje v Avstriji, na Češkem in Madžarskem. Je kulturni animator in ustanovitelj prve romske gledališke skupine pri nas, pa tudi avtor gledaliških iger in režiser. Sooblikuje radijsko oddajo Romskih 60 minut in televizijske romske razglede. Romski jezik in kulturo neguje tudi kot urednik različnih publikacij in organizator mednarodnega romskega tabora. Predseduje društvu Romani Union, ki ga je ustanovil leta 1992, skrbi za večjo kulturno samozavest in odprtost romske skupnosti navzven, s tem pa tudi za boljšo sprejetost Romov v družbi. Jožek Horvat Muc je predsednik Zveze Romov Slovenije in član parlamenta Svetovne romske organizacije. Je kreator nove samopodobe Romov, pripadnike večinskega prebivalstva pa s svojim vzgledom opominja, da med njimi živi romska skupnost, ki je obogatitev vseh nas in zato vredna, da njeno drugačnost spoštujemo in omogočamo. Ajde,